povabilo na to novinarsko konferenco. Sem predstavnik civilne iniciative Bogatimo šolstvo in izkoristimo vsako možnost, vsako priliko, da lahko izrazimo svoje stališče. Naš glavni informacijski kanal je spletna stran www.bogatimo-šolstvo.si, na katerem smo že objavili komentar od tega predloga novele, ki ga je vlada vložila v Državni zbor. Najprej bi rad predstavil velikost problema, o katerem se pogovarjamo. Pogovarjamo se o usodi izobraževanja 0,7% slovenskih osnovnošolcev. Pogovarjamo se o 0,5 promila sredstev, ki jih sicer država namenja osnovnim šolam. V nominalnem znesku je to nekaj več kot 300 000 evrov. Kot veste in kot je gospa Vodec lepo povedala, decembra 2014 je Ustavno sodišče izdalo odločbo, s katero ugotovilo, da je javno financiranje zasebnih in javnih šol v okviru javno veljavnega programa po različnih kriterijih, da je tako financiranje neustavno. In ob pozornem branju sodbe, 18. točka in 9. opomba pod črto, je jasno, da Ustavno sodišče govori o javno veljavnem programu in točno pove, kaj ta javno veljavni program je, oziroma kaj javno financiranje tega javno veljavnega programa pomeni. Za nas, ki smo se ustanovili, naša civilna iniciativa, ki smo se ustanovili po izteku enega leta, to se pravi v roku, ko bi moral Državni zbor neustavno že odpraviti. In smo se odločili, da je treba z neko civilno pobudo prispevati k korektni javni razpravi o tem problemu. Za nas je ustavna odločba jasna in verjamem, da če preberete 18. točko in 9. opombo pod črto te ustavne odločbe, bo jasno tudi vsem ostalim. Predlog novele, ki ga je v Državni zbor vložila vlada, te neustavnosti ne odpravlja. Namreč umetno razlikuje financiranje obveznega in razširjenega programa osnovne šole. Ta delitev izhaja iz Zakona o osnovni šoli. Obvezni program, povemo, slovenščina, matematika, kemija, zgodovina, angleščina. Razširjeni program, dopolnilni dodatni pouk, jutranje varstvo, popoldansko bivanje, neobvezni izbirni predmeti, krožki. To je razširjeni program in vse skupaj kot celota je javno priznan oziroma javno veljaven izobraževalni program osnovnošolskega izobraževanja. Če torej sledimo odločbi Ustavnega sodišča, moramo izobraževanje v osnovni šoli jemati kot celoto. Moramo opozoriti, ne govorimo o tistem, kar v zasebnih šolah žargonsko imenujemo nadstandard. O tem ne govorimo. Govorimo o klasičnih obveznih predmetih in klasičnem načinu izobraževanja, dopolnilnega, dodatnega pouka, jutranjega varstva, popoldanskega bivanja, krožkov in tako naprej. Za njih velja, da jih vsaka šola, tako javna kot zasebna, morata ponuditi. Te vsebine šola mora ponuditi. Zato je v bistveno enakem položaju zasebna šola kot javna šola. Na te vsebine se pa učenci vključujejo prostovoljno. In ko se enkrat prostovoljno vključijo, je do konca šolskega leta za njih obiskovanje teh vsebin tega dela programa obvezno. In po tej noveli, po noveli, ki je Državni zbor vložila vlada, se za ta razširjeni program namenja še vedno ali pa zgolj 85% sredstev. Odstotek je potrebno vedno povedati od celote. Celota je pa tisto, kar bi sicer primerljivi šoli ali enaki šoli, javni šoli namenila država sicer javni šoli. Ker torej ocenjujemo, da je odločba Ustavnega sodišča zelo jasna, menimo tudi, da je predlagana novela v bistvu krši 2. člen Ustave, to je pravilo
se pravi načelo pravne države, da ne gre za ideološko vprašanje, ampak gre popolnoma za čisto pravno vprašanje, ker je o tem Ustavno sodišče povedalo, kako je treba pravo, najvišji pravni akt slovenski, Ustavo, razumeti. Da pa ne gre samo za kršitev načela pravne države, pač pa tudi načela socialne države, tudi iz 2. člena Ustave, bom ponazoril z naslednjim primerom. Vsi vemo, kaj je to dopolnilni pouk. Dopolnilni pouk je namenjen učencem z učnimi težavami. Še nadaljnja stopnja za učence, ki imajo večje, hujše učne težave, je individualna in skupinska pomoč. Obe te dve vsebini, oba ta dva dela programa sta razširjeni, spadata v razširjeni program osnovne šole. Gledamo torej učence z učnimi težavami, ki jih lahko opredelimo kot ranljivo skupino. Taka ranljiva skupina, če obiskuje javno šolo, je deležna 17,5 ure na leto za dopolnilni pouk. To pomeni, če gre za šolo z 2 oddelkoma na razred, 315 ur letno na šolo financiranih. Če gre za zasebno šolo z javno veljavnim programom, prejme od države zgolj 14,9 ur na leto na oddelek, oziroma šola z 2 oddelkoma na razred v celoti prejme zgolj 267,7 ur na leto. Kaj pa je socialna država? Socialna država je načelo, ustavno načelo, skladno s katerim si mora država prizadevati, da izenačuje izhodiščne neenakosti v socialnem položaju. Taka novela, kot jo je predlagala vlada, pa deluje antisocialno, po našem mnenju. Učencem s težavami, pač z učnimi težavami, v samem izhodišču zmanjšuje možnost življenja in razvoja v temu, kar danes imenujemo družba znanja. In to zgolj zakaj? Zgolj zato, ker obiskujejo zasebno šolo. V civilni iniciativi Bogatimo šolstvo smo našli poleg teh 2 razlogov, ki sem jih predstavil zdaj, 6 vseh skupaj. Skupaj 6 razlogov, zaradi katerih ocenjujemo, da je novela neustrezna oziroma še celo neustavna. Izpostavljam samo še 3. Novela ogroža izvajanje roditeljske pravice. Roditeljska pravica terja od staršev, da skrbijo za svoje otroke tudi tako, da jih varujejo. Če hodijo v službo, jih v predšolskem obdobju pripeljejo v vrtec, v času, ko hodijo v osnovno šolo, si obetajo, da imajo zagotovljeno jutranje varstvo in popoldansko bivanje. Če ta program v zasebni osnovni šoli okrnjen zaradi neokrnjenega financiranja, pomeni to za zaposlene starše, da prepuščajo otroke brez varstva ali pa da zapuščajo službo. Drugi razred, ki ga želim še omeniti, je, da je to, kar je gospa Godec že omenila, v naslednji ponovitvi noveliranja tega zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja se lahko zgodi, da bo Državni zbor financiranje javnih in zasebnih šol izenačil ne navzgor na 100, pač pa oboje navzdol na 85. Zavedamo se, starši otrok v zasebnih šolah se zavedamo, da so zasebne šole lahko v Sloveniji zrasle le zato, ker v Sloveniji obstaja kvalitetno javno šolstvo. Na tej kvaliteti so zasebne šole dogradile tisto, kar ponudijo več svojim otrokom. In nas skrbi, skratka, usoda javnega šolstva nas prav tako skrbi, kot nas skrbi usoda zasebnega šolstva. Vas vabim in vam predlagam, da obiščete pač našo spletno stran www.bogatimo-solstvo.si in si tam natančneje preberete, ogledate razloge, zaradi katerih menimo, da je novela, ki je vlada vložila v Državni zbor, neustrezna, neustavna. Hvala lepa. Hvala lepa.